Veliko ste zdaj povedali o dogajanju okoli VR-ja, ampak glede osebe, ki se ukvarja z neko dejavnostjo, najprej me zanima oseba za to dejavnost. Se pravi, kako sta se vidva sploh integrirala na začetku v VR? Kaj vas je navdušilo? Omenil si, da si videl v Balixu. To je bilo za dogodke. Ja, to je bil za dogodke, ampak kaj te je pa prepričalo, jaz se pa hočem prav ukvarjati, to bo postalo del moje identitete. Kako strašno je bilo, to me zanima, kaj si si mislil tisti začetki? No, to je tako, pri meni je bilo, jaz sem torej po YouTubeu veliko gledal. Tako sem gledal, kako se igrajo ligerce, tako in sem bil resno navdušen. Jaz bi to enkrat probal. Pa torej v 7. razredu osnovne šole sta me bratranca vzela na nek tak gaming dogodek, ki je bil LAN party, pa to sem imel še VR-ta. Takrat sem prvič probal VR, tako sam. Mislim, sem za 1 uro sem bil po moje tam noter. Je bilo to top. Kaj pa je bil game? Tvoj to prvi? The Lab. Torej, to je bila čisto osnovna igrca, ki ti je v bistvu predstavila VR. Iz strani Valva, ne? Iz strani Valva, torej od Steam. Odlična igra za kdorkoli, ki se spušča. What do you do? Če poskusiš, moraš najprej poskusiti Take od kreatorja. mikrosvete imaš in greš tako v različne svete. En je, da raziskuješ sončni sistem. Okay. By the way, free je, ne? Ja, za ston je tudi. Prav PG-3 so naredili game, da lahko tudi otroci probajo. Ja, to z otroci, ne. VR načeloma ni priporočljiv za pod 12 let. Addiction. Ne, zaradi vida. Otroci še razvijajo vid, ne. In če imajo nek virtualen svet, se jim vid ne razvije, torej ta predstava globine se jim ne razvije pravilno, zelo uporablja, ne. Če za 1 urco dajo gor, v redu, ampak če pa vsak dan za par urc, ne. Guys, to je ona scena, ko ti starši vedno govorijo, ne boj tako blizu TV-ja, tu je dol se do TV zraven očiti. Ja, tle je res, no. To je ravno zaradi tega, ker je zaslon tako blizu tvojim očem, ali? Mislim, ampak to je zato, ker je pač res virtualna, pač ni dejanske globine tam, ne. Ti gledaš 2D ti imaš 2D zaslon. Zenice se ti ne odpira, pa zapira, ker tu je verjetno svetloba več čas. Fokusiranje je problem, fokusiranje. Ampak je dejansko vpliv na oči enak iz televizijskega zaslona, predvsem tistih starih zaslonov, ko so rekli ne sedeti blizu televizije, pa teh VR zaslonov. Verjetno je nekaj drugega še. Ker je drugačen zaslon. Tako rekel, tle je že spet malo drugačen. Tak grejer je, no. Ja, mislim, da ta aspekt je pomemben, ker marsikjer starš bo rekel, jaz nočem nad VR-ja, glih zaradi tega, ker nočem, da gleda v zaslon ves čas, ne? Ampak to dejansko vpliva na... Točno to, zakaj so to govorili, to ni več. To je bilo na starih televizijah, tisti je bilo res, ker je radiation bil. Zdaj so drugačni zasloni, no, in zato pač zdaj to ni pač, kakor je bilo včasih. Čeprav na temo, kar se tiče razvoja videa, pa se pravi, da lahko ti globino in predvsem se pravi, kar se tiče okvare oči pri navadnem delu, mogoče za monitorjem je, da imaš ti skozi fiksno. Ampak, kar se tiče VR, imaš tudi prototipe od Mete, ki imajo pa variabilno dolžino, se pravi, lahko zamika zaslon. Ti, ki si v VR-u sam po sebi, torej leče, imajo približen 1,5 metra nekega depta imaš, nekaj takega, torej za vse, ki imajo očala, vejo, da tam na bliz približen bi mogel kar delati, bi mogel dobro videti, če na bliz pač vidiš, in kar se Mete tiče, tiste prototipe, ki sem imel, se pravi, ki zamika lahko pač cel zaslon, načeloma tudi ima to dodatno globino lahko, se pravi, na to, da imaš to globino, je možno dobiti v teh VR sistemih tekom pač uporabe, ne vem, različne fobije, pa različne te percepcije možganov, recimo, da se čutiš, kot da padaš, da recimo dobiš vrtoglavico ali pa... To je dud. Se to zgodi? Definitivno, Imamo še zelo tako... Tudi psihadelične tripe imaš. To se tudi lahko zgodi. Ja. Je prav bolezen. To bi kdo lahko izkoriščal. Mislim, bolezen. Stanje, torej imaš motion sickness, ne? Ti se ne premikaš, ampak noter se pa premikaš in to, da se pač ta tekočina se ti v ušesih pač ne premika, možgani pa vidijo, da se premikaš, ne? In nastane tak, torej... disconnect nastane. Med tem, kar vidiš, pa kaj možgani pač... In ti lahko tudi slabo rata, eni tudi lahko padajo. Brez skrbi, to sem jaz. Meni ful slavo postane v VR-ju, jaz ne morem. Ena teorija je celo to, da ne vidiš svojega nosu.
Točno. Ker je pred tabo, pa imaš več čas, fokus in tule ga ni in potem je še dodatno. Mislim, oči dejansko so skozi evolucijo začele ignorirati nos, sicer ga več čas vidiš. Če nekaj primerov ne vidiš, ne? Ja. Ne, je tudi to možno. Ja, se je veliko teorij, ampak to se lahko pač prepreči. Se je ena fora, da če gumi zvečeš... Definitivno, ja. Kadar dam kakšnemu nomu zaprobati kakšno bolj intenzivno zadevo, če gumi, ampak je scena, da ga moraš žvečati. Ja. Da ga ti žvečeš ali pa ingver. Pol ure pred VR izkušnjo se pravijo, da raziskave, da za uživanje ingvera pomaga. A niso neke raziskave govorile, da če gumi zvečeš, da naj bi ti pospešil fokus oziroma pojačal fokus. Sploh so to predlagali, ne vem, če je to še aktualno, ampak čas so predlagali, da pred testom v srednji šoli, če gumi 2, zato da dobiš ti fokus na predmet. To sem tudi jaz slišal, Ja, veliko je. Ne vem, Marko, to se sliši. Zato je če gumijo zmeri pod mizami. Veš, koliko sošolcev je žvečilo med testom in Marko, morda nikotinski žvečilnik. To ti definitivno pač poveča. To ti definitivno poveča fokus. Ali pa kofeinski, ja. Ok, tu smo zdaj ugotovili vaš biznis. Vi kot imeli VR očala, tam boste imeli zraven štanc, če gumijo, boste prodali zraven. Ne povejte. Vaš novi sponzor, evo. Huba, heroj. Crown, kje si se ti prvič srečal z VR-om, kaj te je potegnilo v sisteme? Ja, zdaj iskreno že v srednji šoli, mislim, tudi v osnovni sem videl, sem malo sledil temu Oculus razvijanju, ne, se pravi, malo sem spremljal, ampak to je bilo zmer toliko daleč, pa zmer je bilo toliko tak price tag je bil gor, da sem rekel, kaj ne s tem. V srednji šoli sem to spet malo videl, pa sploh je CV1 prišel ven, se pravi, s časom, to je bilo 16. CV1? 16, 17. Kaj je to? To je Oculus CV1, to je bil prvi commercial headset, se pravi, iz strani Oculusa. V bistvu Oculus Rift, samo se mi zdi, da mu dali ime CV1. Oculus Rift CV1. Oculus ni bil vedno last meta, right? Tako je, ja. To je bil že pred tem, preden jih je Meta akvaral. Ja, to so že doni dali. In ja, takrat sem zasledil to, pa mečkaj opustil zadevo, ker je bilo spet take cene, ne. Pa sem pa... Kakšne cene pa so bile to takrat? To je bilo je bil takrat. Kar, bom rekel, kar. Mislim, da je bilo do 800,000. A ne. Še bolj? Govorimo o evrih? 800,000 evrov? Brez problema, ja. Tako? Okoli 1000 evrov. Okoli 1000 evrov, ja, da je tako. 800 do 1000. Ne 800,000. Ne 800 do 1000. Ampak morate povdariti, to so samo očala, kaj še le mašina. Ja, tako je. Računalniki so mogli biti zatišče zelo močni, da so to poganjali. Sploh takrat se zato ni prijel, ker smo imeli preslab hardware. Simple in preslab proc in grafično. Ja, sploh niso bila samostojna očala, da bi pač... Samostojne so bila S Quest 1 so prišlo. 2019. Quest 1, ne? Ja, je bilo to 2019, 2018, zdaj pa ne. Nekaj takega. Razen če ne šteješ očala, ko si dal telefon noter. Ja. Kdaj pa je bil Oculus? Kdaj je bil ta prvi Oculus? Katerega leta? Prvi Oculus 1 ali Quest 1 ali CV1? CV1 je bil okoli 2017, 2016. Ja, nekaj tamo. To je bil direkt za development kitom, mislim, da leto zatem, zdaj se ne spomnim točnih letic, ampak ja, no, s časom se prav, pa sem osodil na Bauhi, pa tam sem videl, tlej, pade na 200 evrov, sem rekel, ajde, gremo. Probam, pa sem kaj, nekaj iz Maribora kupil. Ena taka prešvicana očala. Ja, besedno, sem pucal kar lep cajt. Ja, to so se noter zažrel peno. Ja. Iskreno je kar grozno, ampak zamenjaš ta gasket nekaj med obrazom, pa med očali in praktično kanova. Tako da takrat sem prvič probal, pa sem pa v bistvu malo se zabal, pa je pa takrat korona osekala, ne? Smo vsi živeli v sobah, ja. Tako, ja. Sem mislil, kje nam to več enkoli uporabljal, pa je bilo besedno leto, odkar sem uporabljal, ne? Pa starši zboleli, jaz sem pa na konc zbolel, ne? Tako sem bil 2 tedna v karanteni praktično. Ja, ti sem bil 2 tedna v VR. Noč in dan, vsaki trenutek. VR chat.